Drugo najmočnejše gospodarstvo sveta je začelo revizijo političnega in gospodarskega razvoja v zadnjih 5 letih in postavlja temelje za novo petletko. Kitajska komunistična partija obljublja svetlo prihodnost, če se bo država znala soočiti z izzivi sodobnega časa in bo ves čas pozorna tudi na morebitne nevarnosti. Smele napovedi o varovanju okolja, tehnoloških inovacijah in boljšem življenju državljanov prinašajo nov val optimizma, ki se širi tudi v tujino. Ta verjame, da je lahko Kitajska generator gospodarskega napredka v Aziji in svetu. Skoraj 340 tisoč otrok živi v slabih in nevzdržnih pogojih taborišča v Bangladešu. Primanjkuje hrane, čiste vode, zdravil. Na nevzdržne razmere opozarja Sklad Združenih narodov za otroke. Vsak teden v taborišča pride več kot 12 tisoč otrok, ki pobegnejo pred nasiljem in lakoto iz Mjanmara. Otroci doživljajo travme zaradi grozodejstev, ki so jih bili deležni. Na njihovih telesih je pomanjkanje hrane pustilo sledi podhranjenosti. Ljudje bežijo iz Mjanmara, ker vojska na tem območju izvaja etnično čiščenje. Ocenjeno je, da je eden od 5 otrok mlajših od 5 let akutno podhranjen in potrebuje zdravniško pomoč. Nekdanji ameriški predsednik George W. Bush je obiskal vojaško akademijo West Point. Bivši predsednik se je v posebej opremljenem Hummerju vozil mimo parade, ki so jo priredili njemu v čast. Tik pred večerjo je kadetom podelil še nagrade. Parada je bila odprta za javnost in so si jo številni tudi z veseljem ogledali. Približno 100 maravskih prebivalcev se je prostovoljno odločilo očistiti ceste, ki so jih uničile in prizadele islamske militaristične skupine. Prebivalci so z ulic odvažali ostanke uničenja in hkrati izrazili upanje, da bodo čim prej prišli do svojih domov in da se te grozote ne bodo več ponovile. Najprej so začeli s čiščenjem območij, ki štejejo za varne. Od začetka spopadov do sedaj je bilo ubitih več kot 1000 ljudi.